Franček in varuška. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalki, znal je iz milnice delati mehurčke in znal je brati pravljice. Kadar Frančkova oči in mama odpotujeta, ga pride pazit njegova babica, ampak nekega dne je prišla nova varuška. Je vse v redu, Franček? Ja, rad bi naredil večjo trdnjavo, da bo lahko šla noter tudi babica. A je že prišla? Ne, upam pa, da bo kmalu. Pred nama z mamo je dolga vožnja. In ko je babica telefonirala, da je ne bo, sem poklicala gospo Pižmovko. In? Z veseljem bo naša varuška. Odlično, problem rešen. No, skoraj. Povedati morava Frančku. Trdnjava je že, zdaj čakam še babico. Kaj je narobe, mami? Babica je zbolela, Franček. Ne morete čuvati. Uboga babica. No, zdaj pa ne morete na izlet. Ne, vseeno bova šla. Gospa Pižmovka te pride pazit. Gospa Pižmovka, ampak ona me še nikoli ni pazila. No, res te ni, ampak najna prijateljica je in zelo je prijazna. Kaj, ne briga me, ona ni moja babica. Nihče ni kot babica, to vem, ampak babice ne bo. Gospa Pižmovka ima rada otroke. Ja, tudi ona je babica in neprestano govori o svojih vnukih. Zelo je dobra z njimi. Ne bo vedela, kaj najrajši jem. Napisala ji bom. Kaj pa za lahko noč? Ne bo vedela, katere pravljice imam najrajši. Takoj ji lahko pripraviva knjigo. Jaz bom odnesel kovčke. Ojej, Franček, se dobro počutiš? Kaj, če se tudi on prehladil? Mogoče ne bi smela iti. Precej resno se sliši. Potrebujemo babičino mazilo. Malo ti ga bova namazala na oklep. Na oklepu mazilo te bo okrepilo. Tako vedno reče babica. Ne, je že v redu, oči. Mislim, da je že bolje. Ja, samo malo me je požgečkalo, a se mi zdi. Dober dan, gospa Pižmovka. Ste pa hitri. Vedno sem pripravljena, karkoli mi že pride na pot. Tako, naj vam primem torbo. Moj bog, kaj pa imate notri? Prav vse, draga moja. Verjamem. Tako, kje je mali želvek s svetlimi očki? No, še pred sekundo je bil tukaj. Franček? Živjo, Franček, všeč mi je tvoja soba. Ti je mama naredila zavese? Ne boš nič pozdravil, Franček. Dober dan. Obesila bom stvari. Tvoja mama mi lahko razloži, kako tečejo stvari v želvjem gospodinstvu. Kot vidite, nekatere stvari ne tečejo dobro. To imam na seznamu popravil. Še dobro, da sem prinesla orodje. Nikoli ne veš, kaj ti bo prav prišlo. In čelado ima v lopi pri kolesu. In naj se dobro umije za oklepom, preden gre spat. Sem kaj pozabila? Ne, draga moja, vse si povedala. Zdaj le pojdita. S Frančkom bova zmogla, kaj ne, Franček? Franček? Franček, se ne boš poslovil od mame in očka? Ne! Ne bi prišel ven in se poslovil, preden greva? Ne. Zdaj morava res oditi, sine. Adijo. Ko bi nam dal poljubček. Adijo, Franček. Adijo. Mami, oči, mami, adijo. Adijo! Adijo. Bošček. Tukaj imam solatni sendvič, ki te bo gotovo razvedril. Ne bo tak kot babičin. Jaz mu pravim veseli sendvič.
babica pa mi z kruha vedno odreže skorjo. No, mislim, da lahko naredim kot babica. Ko sem bila tvojih let, tudi nisem marala skorje. Takole, en vesel sendvič brez skor. Franček, se igrava skrivalnice, kaj ne? Si že ali ne, jaz grem. Precej dobra sem v tem, dokler se mi ni treba skriti. Danes ni več veliko krajev, kamor se lahko skrijem. Kaj pa slišim? Levan, kjerkoli si že. Franček? Franček, bi lahko odpreš vrata? Franček? Moj bog, to pa res ni posrečen kraj za varuško. Halo, me slišiš? Tukaj sem. Franček? Le brez strahu, ljubček. Pižmovka je tu. In na srečo tudi moja torba. Dobra svetilka vedno prav pride. No, vse bo v redu. Nisem hotel, da mami in oči gresta, pa sta vseeno šla. Sej vem, da je težko. Prepričana sem, da tudi mami in očku ni lahko. Kaj, pa bi ostala doma, zdaj ko babica ni mogla priti. Babica ve, kaj imam rad in skupaj počneva posebne stvari. Babica je res posebna. Jaz ne znam vseh stvari, ki jih zna ona. A če mi boš dal priložnost, bova tudi midva počela kaj posebnega. Kaj bova počela? Pokazala ti bom, ko prideva ven od tod. Ja pa saj ne moreva van. Seveda lahko. Potrebujeva samo malo skupnih moči in tole. A mislite izvijač? Točno, si ga že kdaj uporabil? Ja, oči me je naučil. Dobro, potem odvijte vijake. No prav. Tale je bil zadnji, gospa Pižmovka. Tako, gremo. Prima, kako že odpreš to reč? Zamaješ jo na levo. Tako je. Uspelo vam je, gospa Pižmovka, uspelo vam je! Skupaj nama je uspelo. Prav ste imeli, res sva naredila nekaj posebnega. Ušla sva iz omare. Ja, prima je bilo. No, če ti je bila všeč, se zabava šele začne. Hurra, Franček! In z roko v roki na peščenem bregu sta plesala v mesečini, plesala sta v mesečini, sladke sanje. Glejte, zdaj bom naredil gromozanski mehurček. Sem vedel, da vaju bom našel na drugem koncu mehurčkov. Mami, oči, sta že nazaj? Ja, čas beži, če se imaš lepo, kaj ne? Zabavala sva se, kaj ne, gospa Pižmovka? Nesmrtno. Morala bi videti, kaj vse ima v torbi. Si lahko predstavljam. No, pospravila bom stvari in se odpravila. A morate iti? Najbrž bi lahko. Saj res nimam nič. Se vidva strinjata? Ja? Veselilo naj bo. Potem pristavimo kotliček in vidva nama povejte vse o izletu.
Povejte vse, čisto od začetka. No, začelo se je, ko moj sin ni maral nove varuške. Oči, pa ne ta začetek.